Kaj nam lahko vi poveste o okoliščinah, ki so vodile do tega dogodka, torej kako je ta storilec prišel v Slovenijo, koliko časa je bil pred dogodkom tukaj, kaj je sploh tukaj delal, recimo malo podrobnosti, če lahko še zvemo. Vse, kar smo lahko na komisiji izvedeli, je bilo zadnjič na zaprti seji. Ta zaprta seja se je zgodila samo en dan oziroma 2 dni po umoru in takrat pač je bilo možno zvedeti sorazmerno malo. To tudi ni bila točka dnevnega reda, jaz sem to naknadno sem zaprosil, da bi nas seznanili. Imeli so, kako bi rekel, precej hude muke, da so nam povedali ime in priimek, ampak več od tega pa takrat nismo izvedeli. Nismo izvedeli niti, zakaj točno je šlo. Glej, tudi eno nasprotje, ki ga jaz vidim v teh javno dostopnih informacijah. Po eni strani se govori, da so zavrnili pač tega človeka Hrvati pri vstopu v državo. Po drugi strani pa so takrat rekli, da je imel pri sebi posebne dokumente, iz katerih so pač to ime in priimek ven dobili. Tako da potem, ne vem, ali je šlo za neveljavne dokumente ali kaj, ampak se pravim, to pač o tem se nismo na široko pogovarjali, tako da takrat od tega nisem potem razlagal na tiskovni konferenci, ker sem domneval, da bo še potekala neka preiskava ali karkoli, ampak potem, ker se zdaj razbere iz vsega, kar je bilo sporočeno javnosti, so vsi postopki zaključeni, vse je končano, vendar ostaja pa ta kar dolg seznam vprašanj, na katere trdim bi vsi morali dobiti odgovor. Iz odgovornosti do slovenske policije, ki pač mora delati v razmerah, da so tudi policisti varni in je ministrstvo jim to dolžno zagotoviti. Po drugi strani pa zaradi odgovornosti do javnosti, ki ima pač pravico videti, kaj se je zgodilo. Še enkrat povem, napad na policista je brez dvoma napad na slovensko državo.